Zdravo, pozdravljeni na današnjem branju pravljic. Danes vam bom prebrala 2 zgodbi. Moje ime je Sara in tej pravljici je naslov Nepotrebno razburjenje. Pes Dino, hišni ljubljenček Kremenčkovih, je bil bolan. Že več dni ni imel teka, ni se hotel igrati in cele dneve je spal. Freda je skrbelo, zato ga je peljal k veterinarju. Rendenski posnetek je veterinarju kaj hitro razkril vzrok Dinovega slabega počutja. Dinopeptični mikrob ga je napadel, je pojasnil zaskrbljenemu Fredu. Je to nevarno? Nikakor ne. Nekaj dni počitka in z njim bo vse v redu. Za domače živali je dinopeptični mikrob nenevaren. No, če bi ga pa staknil človek, bolje, da na kaj takega niti ne pomislim, mu je odgovoril veterinar. Ko sta Fred in Dino pomirjena odšla domov, je prepih iz ordinacije odnesel Dinovo rentgensko sliko. Poletela je skozi okno in obležala na pločniku. Tam jo je našel policist in jo odnesel k policijskemu zdravniku. Je na njej kaj posebnega, gospod doktor? Da, žal je res nekaj. Ta moški, gospod Kremenček, kot piše na sliki, je hudo bolan. Okužil se je z dinopeptičnim mikrobom. Edina njegova možnost je, da 72 ur prebedi. Tako se mikrob ne bo mogel razmnoževati. Najbolje je, če takoj obvestite njegove domače. Policaj je Vilmi izročil rentgensko sliko in ji sporočil slabo novico. Gospa Kremenčkova, iz te slike je dobro vidno, da je vaš mož hudo bolan. Dinopeptis je huda bolezen, a še ga lahko rešite. Samo poskrbeti morate, da 72 ur ne bo spal. Najlepša vam hvala, prav gotovo bom poskrbela, da ne bo spal. Vilma je vedela, da bo pri takem zaspancu, kot je Fred, potrebovala vso pomoč, kar jo lahko dobi. Zato je hitro stekla k sosedom in Betki in Barniju razložila, kaj se je zgodilo. Zapomnite si pa, Fred ne sme izvedeti, da je v nevarnosti, jo je opozorila. Takoj po večerji prideva do vaju, potem pa gremo vsi skupaj ven, jo je tolažila Betka. Za Freda bi storila karkoli. Poleg tega pa mi še nekaj malega dolguje, je dodal Barni. Fred je prišel domov zgaran od trdega dela v kamnolomu. Želel si je le tople kopeli in nato postelje. Toda Fred, ne smeš v posteljo, ga je ustavila Vilma. Zmenjena sva z Betko in Barnijem. Juhuhu, Fredi, je že oddaleč klical Barni, danes pa se bomo zabavali. Kaj ni zabavno, Fred? Je vprašala Vilma, ko sta se vrtela po plesišču. Fred je bil preveč utrujen, da bi lahko odgovoril. Fred, odpri oči, je rekel Barni, ko so se spravili k večerji. Izvoli, popij malo močne črne kave. Nočem kave, po njej ne morem spati, pojdimo domov. Naslednji dan je Barni peljal Freda na drsališče, a Fred je komajda stal pokonci. Pa niso bile krive samo drsalke. Fred je komajda še krotil spanec. Pomagaj mu, Barni, je klicala Vilma. Nujno mora ostati buden. Saj poskušam, je odvrnil Barni. Prav zares ne vem, kakšne skrite namene imate z menoj, to da jaz grem domov spat. Se mi bo kdo pridružil? Je odločno rekel Fred. Bencina je zmanjkalo, Fred, je rekel Barni. Peš bo treba, kar hodi. Nogo postavljaj pred nogo, oči pa imej odprte. To je bil za vse eden najdaljših sprehodov. Ko so končno prispeli domov, so se Fredu oči kar same zapirale. Čakaj, Fred, je obupano vzkliknila Vilma. Peljimo ga pod mrzlo prho, to ga bo zbudilo. In res je hladna prha pomagala, a ne za dolgo. Povedati mu bo treba, druge rešitve ni, Vilma, je rekel Barni. Edino tako ga bomo lahko rešili. Prav imaš, Fred,
Nikar se ne ustraši, tudi zdravnik mi je pokazal tvojo rentgensko sliko. Pravi, da se lahko kar posloviš od življenja, če boš zaspal. Poslovim? Ne, to ne more biti res, naj mi kdo pomaga. Barney, naredi nekaj, skuhaj mi kavo. Moja rentgenska slika torej kaže... Počasi, kakšna rentgenska slika? Še nikoli nisem bil na rentgenu. Seveda si bil, ga je prepričevala Vilma. Poglej, tukaj je tvoje ime in tvoje... Iz nje je jasno vidno, da te je napadel dinopeptični mikrob. Pa saj to je Dinova rentgenska slika, je rekel Fred. Hočeš reči, da smo zaman mučili tebe in sebe? Je vprašal Barney. Pozabi, Barney, je rekla Vilma. Prav kmalu ne pričakuj odgovora. Pustimo ga spati vsaj do jutra. Veselo pričakovanje. Fred in Vilma Kremenček sta se vračala iz ambulante. Kaj ni to čudovito, Fred, je rekla Vilma. Zdravnik pravi, da bo dojenček čez dan ali dva privekal na svet. Res, lahko se zgodi vsak trenutek. Si prepričana, Vilma, da se res dobro počutiš? Naj ti pomagam v hišo, saj veš, da moraš počivati. Fred je na vse kriplje poskušal obrzdati svojo zaskrbljenost, a mu to ni prav dobro uspevalo. Fredov prvi in najljubši sosed Barney Gramoznik je kosil travo. Fred je zdrvel k njemu in mu to preprečil. Barney, si znorel, takoj ugasni to stvar. Vilma potrebuje mir in tišino. Presneto, Fred, ti si pa res čisto na koncu živci, je rekel Barney. Jaz živčen, to je pa res dobra šala, Barney, je zarjovel Fred v odgovor. Ko sta vstopila v hišo, je Fred vztrajal, da se mora Vilma spočiti. In to v postelji. Potrebuješ predvsem počitek, draga. Dino, ven. Prav zares ne potrebujemo pasjega laježa. Fred, spusti me na tla, se je jezila Vilma. Potrebuješ počitek, mir in tišino in jaz bom poskrbel, da boš počivala. Toda budilka ni upoštevala Fredovih želja in je glasno zazvonila. Fredov krik tišina je bil še glasnejši. Ko sta naslednji dan soseda prišla na obisk, se je Fred ves živčen sprehajal po dnevni sobi. Fred, bolje bo, da se usedeš. Tla na poti, po kateri hodiš, so že dodobra obrabljena, je rekel Barney. Poglej ta Vilmo, mirno sedi na vrtu. Saj lahko, kajti vse, kar mora postoriti, je, da me obvesti, ko bo pripravljena. Ja, kaj moraš pa storiti ti, se je začudila Betka. Poklicati moram zdravnika, pripeljati avto, zagrabiti potovalko, nesti Vilmo v avto in jo odpeljati v bolnišnico. Njej sploh ni treba ničesar storiti. Fred, je zaklicala Vilma. Čas je. Čas? Sta slišala? Čas je. Fred je otrpnil. Fred, kaj čakaš? Pokliči zdravnika, mu je rekla Betka in mu potisnila slušalko v roke. Halo, gospod doktor, Fred, bolnišnica, pri telefonu, ženo bom pripeljal v Kremenček, bodite tam. Fred je bil nekoliko zmeden. Hitro, Barney, zgrabi kovček, je naročal Fred. Betka, popazi na Vilmo, medtem ko jaz skočim v avto. Fred je res skočil po avto, a pozabil se je ustaviti pred vhodom v hišo. Potem pa se je razjezil na Barneyja, ki ga je klical, naj se vrne. Kako moraš se tako pomešati, Barney? Je kričal. Hitro, potovalko v avto, pa greva. Barney mu je sicer poskušal dopovedati, da je nekaj pozabil, a Fred ga ni utegnil poslušati. Ne zdaj, Barney, pomembno je, da Vilmo čim prej spraviva v bolnišnico. Toda Fred, Vilme ni v avtu. Kaj? Barney, ti si pa res popolnoma nesposoben. Tudi v tako pomembnem trenutku ti gre vse narobe. To je Barneyju zadostovalo. Prevzel je krmilo in odgovornost, da bo spravil Vilmo pravočasno v porodnišnico in to s svojim avtomobilom. Prav, Barney, toda jaz se peljem z Vilmo, je pristal Fred. Dobro, Fred, gremo, se je strinjal Barney. Kje pa je moj kovček, Fred? Je vprašala Vilma. O ne, Barney Gramoznik,
Spet si ga polomil, hitro nazaj po kovček, potem pa z vso hitrostjo v bolnišnico. Fred je bil zdaj resnično jezen. Ta otrok bo že za v šolo, ko me bosta spravila v porodnišnico, je rekla Vilma, vendar ni bila videti jezna. Ko so končno prispeli, je Fred prevzel krmilo v svoje roke. Pazi, Vilma, stopnica, pohiti s tistim kovčkom, Barney. Ko so Vilmo odpeljali, je začel Fred spet hoditi od stene do stene. Sedi, Fred, se bom jaz malo sprehajal namesto tebe, ti se pa spoči, se je ponudil Barney. Hvala ti, Barney, ti si res pravi prijatelj. Takrat pa je stopila v čakalnico medicinska sestra. Gospod Kremenček, čestitam, postali ste očka. Hočete reči, da je Vilma rodila? Je skočil Fred. Jabadabadu, je odmevalo po bolnišničnih hodnikih. Zdravo, Fred, je rekla Vilma. V naročju je držala ljubkega otročička. Spoznaj svojo hčerkico. Deklica, Vilma, prav taka je kot ti, je bil navdušen Fred. Ja, jabolko ne pade daleč od drevesa, kaj ne, Fred, je rekel Barney. Prej bi rekel, da gre za ognjeviti kremenček, Barney. Torej bi moral reči, da se od krušek ne odkotali daleč od skale, se je zasmejal Fred. Da, Fred, popolnoma prav imaš. In takoj jo bomo poimenovali, je rekla Vilma. Tako torej, naj vam predstavim gospodično skalico Kremenček, je ves ponosen izjavil Fred. Se vidimo naslednjič.